Lepo pozdravljeni na kanalu Incrementum, moje ime je Jure Čulk in danes si bomo pogledali, kaj se lahko pričakuje na trgu kriptovalut, bitcoina in ostalih kovancev. Verjetno ste opazili, da je bilo zadnje čase, v zadnjih 14 dni, kar veliko govora o Trumpu, še več pa o ceni oziroma o rasti bitcoina. Poglejmo si še malo pobliže, zakaj je prišlo do tega, kakšne so, neke predikcije, tehnična analiza bitcoina in kaj se lahko pričakuje v naslednjih dnevih, tednih, mesecih. Bitcoin je v zadnjem mesecu oziroma zadnjih 14 dneh od zmage Donalda Trumpa na volitvah pripeljal do lepe rasti bitcoina. Tarča je bila, kot smo že v prejšnjem podcastu omenili, $100,000. Danes je to tarčo dosegel, trenutno, ker je to zelo velika psihološka meja, verjetno bomo imeli tukaj veliko tistih, ki bodo prodajali, saj verjamejo, da je to nek vrh, ki ga lahko Bitcoin doseže. Prejšnji teden je Bitcoin dosegel tarčo 99,700, ki je bila tarča bull flaga, ki se je odvijala kar 8 mesecev. Danes je vrednost $98,660 in se od 10. novembra do današnjega dne z novo tehnično analizo kaže, da smo v rising wedge-u. To je v bistvu signal, ki govori o veliki verjetnosti padca. Da si pogledamo z Fibonaccijevim zaporedjem, to je v bistvu zelo pomemben signal oziroma indikator, ki ga uporablja veliko večino teh, ki se profesionalno ukvarjajo z trgovanjem vseh investicij. Torej, če se bo izpeljal če je to pattern, ki ga Bitcoin cilja, pomeni, da bo verjetno sledil padec. Zdaj, prva tarča je 83,000, kar je od swing lowa, to se pravi od najnižje vrednosti pred, to rastjo, je prva tarča $83,000, to bi bil 50% padec od swing lowa, torej ne od celotnega grafa, ampak od najnižje točke, preden se je ta rast začela. Potem tukaj imamo pa območje Golden Pocketa, to je pa tisto območje ponavadi, pri katerih traderji čakajo na te cene, medtem ko običajni investitorji tukaj obupajo in prodajo naložbo. Ta vrednost med 80,000 in 78,000 je tudi tista, ki bi jo, če se bo ta pattern izpeljal, govori o tem, da ima sunkovit padec do svojega vznožja. In trenutno imamo točko 1, 2, 3, 4, 5 pa naj bi povzročila padec. To je zdaj v kratkem, kaj bi se lahko pričakovalo ponovno, če gledamo tehnično analizo, če se bo ta vzorec izpeljal. Še ena pomembna stvar, ki se tukaj vidi, je, da, pa bomo tole malo umaknili, in sicer na dnevnem grafu se vidi, da volumen je načeloma rastel, ampak trenutno je pa v opadanju. Torej, vsakič, ko volumen pada, se pričakuje, to je sicer iz borze Bitstamp, ni nujno, da je točno relevanten, te stolpci mali stopajo, ampak kljub vsemu imamo upad volumna. Torej, ko volumen pada, se pričakuje eksploziven odziv trga. Mogoče, če vse skupaj te indikatorje povežemo, lahko sklepamo, da bo do tega prišlo. Zdaj, ena še zelo, na dolgi rok pomembnih indikatorjev, smo tudi že zadnjič o njem govorili, pa je dnevna divergenca. In če se fokusiramo na graf Bitcoina in pa RSI, to je Relative Strength Index, oziroma drugače povedano, moč trga. In če pogledamo tale vrh tukaj, pa ga povežemo dol, imamo prvo točko. Tudi na RSI-ju, ki je relativno visoko, včeraj oziroma 2 dni nazaj,
se je dosegel na vrh, torej $99,700, ga povežemo in tudi tukaj imamo, bom rekel, eno goro, en hribček na grafu in ta točka, kjer je bila cena višja, je nižja od te. Torej, cena raste, RSI, torej moč trga, pa je v padcu. In ko se te dva indikatorja med sabo ne strinjata, torej eden raste, drug pada, pride do divergence na dnevnem grafu. To je eden najbolj pomembnih indikatorjev, če gledamo za neko daljše obdobje. Imamo vmes tudi urne grafe, so bolj nazorni, bolj specifično grejo 4-urne, pa dnevne, te v bistvu se spremlja ponovadi, če gledamo, kam bi lahko trg šel. Dnevni je pa eden tistih, ki ima velik pomen. Zdaj, če se malo za nazaj vrnemo, marca letos, ko je Bitcoin dosegel $74,000, je bila, oziroma teden predtem, je bila vrednost 68,000. Ponovno smo imeli ta indikator, divergenca se je vklopila, torej tukaj vidimo, da je cena naraščala, to je bilo marca letos, RSI, Relative Strength Index, pa je padel, torej ponovno divergenca. Kaj se je dogajalo naslednjih 7-8 mesecev? Mislim, da smo bili vsi priča, torej po tej divergenci je trg Bitcoina oziroma nasploh kriptovalut bil 7-8 mesecev v padcu, oziroma od marca do avgusta je bila kapitulacija. Zdaj, ali lahko pričakujemo nekaj podobnega v naslednjih dneh? Ta divergenca je nastala in je načeloma v izteku. A to pomeni, da bo trg padel od te točke dalje? Ni nujno. Sicer divergenca je nastala, imeli smo že primere, ko je bilo teh divergenc 5. Torej 5-krat se je zgodila ista zadeva. Trg je rastel, na dnevnem grafu je moč trga padala in to se je v 4 mesecih ponovilo kar 5-krat. To je bilo v prejšnjem ciklu, šele potem je sledil padec. Zdaj kratkoročno, če gledamo za kakšen teden, ena stvar, ki bi tukaj lahko govorila o tem, da se ta, torej rising triangle izniči, je, če bo danes vrednost ta presegla 99,700, torej potem se bo ta graf oziroma ta vzorec, pattern izveljavil. Torej pomeni, da ta pattern ni aktualen. Torej, da se, bom rekel, v kratkem času mogoče še ne pričakuje padca. Zdaj pa, da gremo malo bolj na dejstva. Poglejmo si, to je en, bom rekel, indikator, ki ga zelo rad sam uporabljam. To je riben oziroma povprečje cen v nekem obdobju. In ko je Bitcoin prišel na 74,000 marca letos, se je ta oddaljenost od te, rekel, dnevnih povprečij kar fejst oddaljil in zato se je pol nekako vrnil to povprečje, pa cena sta se nekako ponovno srečala in je prišel do ponovne rasti. Kaj se trenutno dogaja, če gledamo? Ta razlika je današnja razlika je še večja, torej od dnevnih povprečij, kar pomeni, da imamo še večjo rast, mogoče prehitro rast in tako, ko je bilo marca letos, bi bilo mogoče to smiselno, da v eni točki se bo verjetno cena Bitcoina vrnila nazaj v popravek na neko normo, bomo pa videli, kako bo to kazalo za naprej. Torej, v prejšnjem delu smo si pogledali, zato ker ne spremljamo vsi samo Bitcoina, ampak spremljamo tudi ostale kriptovalute, več kot 30,000 jih je, si lahko pogledamo, kaj se mogoče pričakuje oziroma kaj se dogaja z Bitcoin dominancom, o katerem smo tudi že govorili. Torej, to so zadnji 3 cikli Bitcoina, tretji je sedaj v poteku. Kaj se je dogajalo, ko je Bitcoin dosegel 96% vrednost oziroma celoten kapital tega kriptovalut, se je začel alt season, to je bilo celotno obdobje leta 2013,
17, trajajo le 1 leto in v tem območju sta kovanci kot so Ripple, Ethereum, Litecoin in podobni naredili dosti večje donose in so Bitcoinu vzeli kar velik del kapitala, ki je bil na kriptotrgu, torej njegova vrednost, delež celotnega trga je padel iz 96% pa vse do 40%. Torej, ostale kriptovalute so v tem območju Bitcoinu vzele 55% celotnega kapitala, ki je bil v kriptovalutah. Sledil je popravek in pa nov cikel. To se je dogajalo torej 3 leta in je Bitcoin začel večinski delež dobivati nazaj. Vemo, da ko Bitcoin pade, ko je konec cikla, bodo te kriptovalute padle še dlje. Zakaj? Ker so imele večjo rast in ima posledično tudi večji padec. Ponovno obdobje altcoinov, torej ko altcoini prehitevajo rast Bitcoina, se je začelo v letu 2021, torej 4 leta kasneje. Dosegel je, če ponovno vzamemo Fibonaccijevo orodje, vzamemo zgornjo točko, najnižjo, imamo ponovno tale Golden Pocket, to je območje, ki ga rad dosežejo grafi oziroma tudi traderji se dosti na ta signal ali pa območje zanašajo, ga izkoristijo in če bi v tej točki na primer prešaltali naredili prehod iz Bitcoina v ostale kovance, bi celotno leto 2021 dobro izkoristili potencial tudi altcoinov. Zdaj v tistem obdobju jih je bilo precej manj, kot jih je danes. Ponovno se zadeva ponavlja v današnjem času, torej Bitcoin je bil glavni adut zadnje 2 leti, seveda so bile kakšni kovanci izjeme, ki so naredile več, ampak kljub vsemu je Bitcoin naredil kar velik donos v teh zadnjih 2 letih novega cikla. In pa kot vidite, če vzamemo najvišjo točko prejšnjega cikla, pa najnižjo spodnjo vzamemo Fibonaccijevo zaporedje in smo danes v območju, oziroma prejšnji teden smo bili v območju Golden Pocketa, isto kot smo bili tukaj, smo zdaj v tem območju, kar lahko sklepamo, da se ponovno bližamo temu zadnjemu letu rasti altcoinov in da se tukaj skriva potencial za mogoče naslednje donose. Torej, maksimalno območje, dokjer se je splačalo držati Bitcoin, je bilo nekje do prejšnjega tedna. Zdaj, če bo to veljalo, da smo dosegli ponovno ta Golden Pocket po Fibonaccijevem zaporedju, v prid nam se je trenutno stvar obrnila že za 5%. Torej, če bi v prejšnjem tednu investirali iz Bitcoina v altcoine, bi bili že 5% v boljšem razmerju. Zdaj pa si pogledamo še mogoče Ethereum kot drugi največji. Ethereum ima zelo podobno zadevo kot Bitcoin od marca pa do avgusta letošnjega leta, s tem, da je še nekako ujet v tem bull flagu. Tukaj lahko pride do podobnega izbruha, kakor ga je imel Bitcoin pred Trumpovim volitvam, oziroma v času volitev, ko je skočil kar precej, skoraj 50%. Mogoče se nekaj istega dogaja z Ethereumom, vendar se to še ni zgodilo. Pa če si vzamemo, kaj nam kaže tehnična analiza, torej od swing low, od najnižje točke pred začetno rastjo, pa do najvišje, vzamemo ponovno to razdaljo in tukaj kaže ceno $4,820, kar je v bistvu vrh prejšnjega cikla. Spet ponovno pogovarjamo se o tehnični analizi, branje grafu. Če vzamemo najnižjo točko, pa vrh, vzamemo Fibonaccijevo zaporedje, kaj se je zgodilo s ceno, ponovno smo prišli v ta Golden Pocket območje, ko je bil popravek od marca do avgusta, je avgusta dosegel to točko. In to je eno super orodje, da si lahko, če ga prav zastavimo, seveda si lažje predstavljamo, kam bo ta cena šla. Zdaj, ko smo pri Ethereumu, pa si pogledamo še razmerje Ethereum-Bitcoin, torej ne samo Ethereum-dolar, in ponovno pridemo do ene zanimive ugotovitve. Torej, če graf raste, pomeni, da Ethereum raste hitreje, močneje kot Bitcoin. Če
bom rekel, graf pada, pomeni, da je Ethereum bolj padel od Bitcoina oziroma manj narastel. Prej smo govorili o teh ciklih Bitcoin dominance, torej kdaj se je največji potencial za izkoristiti altcoine. Leta 2017 na začetku je Ethereum proti Bitcoinu naredil, če si pogledamo, 2100% večjo rast v letu 2017. In to je bilo to obdobje altcoinov, trajalo eno leto. Potem je sledil padec Bitcoina in seveda tudi vseh ostalih kriptovalut. Ethereum je padel ponovno na svoje stare vrednosti proti Bitcoinu. V letu 2021, ko je začetek leta 2021, je ponovno prišlo do Bitcoin alt-seasona oziroma do alt-seasona ostalih kovancev, razmerje se je obrnilo in tukaj je Ethereum naredil proti Bitcoinu 350% večji donos. Ponovno Fibonaccijevo zaporedje, vzamemo zgornji del grafa, najnižjo spodnjo točko, kaj lahko ugotovimo, da smo spet prišli v ta golden pocket, še enkrat zelo dober indikator. Zdaj, kaj lahko sklepamo za naprej? Leto 2025, glede na to, kaj se je dogajalo, 2017 je bilo super obdobje za investicijo v Ethereum oziroma v altcoine, 2021 celotno leto je bilo dobro za ostale kovance, torej 4 leta kasneje smo že skoraj tukaj. Bliža se nam leto 2025, tam mesec, dva, nimata toliko, bom rekel, gre za trenutno, kot smo že pogledali, za to obdobje, kjer bi lahko potencialno altcoini oziroma že kažejo znake, da bodo rasli hitreje kot Bitcoin. Seveda ne vsi, ker jih je 30,000, tako da tukaj je zelo pomembno, katere projekte zberete. Ampak če si pogledamo, kaj bi lahko, če se bo zadeva ponovila, kaj nam tehnična analiza kaže, ponovno vzamemo Fibonaccijevo zaporedje, zgornjo točko vzamemo spodnjo, in pridemo, golden pocket je v razmerju Ethereum Bitcoin nekje 0,066 Bitcoina. In kaj od današnje točke to pomeni? Potencialno nekje 90% rast Ethereuma proti Bitcoinu. Kaj to pomeni? Če danes Bitcoin, dajmo reči 100,000, strokovnjaki pravijo, da bi lahko Bitcoin dosegel vrednost med 150 in 180 tisoč dolarjev, pomeni, da bo, to govorimo torej 50 do 80% rasti za Bitcoin, Ethereum pa potencialno bo naredil nekje, bi lahko, glede na tehnično analizo, naredil 100% večji donos, kar nekako govorimo o cenah med 8 in 10 tisoč dolarjev za Ethereum. Še enkrat, to je izključno samo tehnična analiza, kaj bi se lahko zgodilo. Zdaj si bomo pa pogledali še en zanimiv kovanec, ki ga verjetno dosti ljudi pozna, Solana proti dolarju. Takole. Solana se je isto kot Bitcoin gibala kar zadnjih 7-8 mesecev v bikovski zastavi, isto kot Bitcoin, če vzamemo tarčo te bikovske zastave od swing lowa, in pa najvišjo točko, to razdaljo v normalnem grafu, ne v logaritemski funkciji, prestavimo na swing low, se pravi na najnižjo točko, imamo vrednost okoli $300. Torej, ta rast oziroma tarča te bikovske zastave je okoli $300 za Solano. Kaspa je tudi en kovanc, ki se ga danes, predvsem v Sloveniji, veliko pogovarjamo o njem. Če se vrnemo Kaspo, je imela do sedaj že kar lepo rast, vrednost celotne kapitalizacije okoli 4 milijarde dolarjev, se pa ustavlja v neko območje konsolidacije, ki traja že od novembra 2023. Dlje, ko smo v enem rangu, v enem območju cene, močnejša bo verjetno ta volatilnost oziroma rast, če se bo trg nadaljeval rast, bo temu primerno reagirala tudi Solana. Zdaj, če potegnemo neke resistance,
pa support, smo ponovno v neki konsolidaciji, mogoče tudi v bikovski zastavi. Pred rastjo je bila vrednost Solane, Kaspe 1 cent, danes je vrednost 15-16 centov, dokje bi lahko glede na tehnično analizo ta trg s Kaspo zrastel, če bo odziv bikovske zastave relevanten, če se bo volumen dvignil, lahko pričakujemo zaenkrat 27 centov. Zdaj bi se vrnili pa še malo na Bitcoin. Torej Bitcoin je glavni, ki napoveduje, kam bo trg šel. V kriptovalutah je nekako nek standard oziroma nek potek dvigov cen oziroma Bitcoin je tisti, ki narekuje. Ponavadi gre tako, da prvi zraste Bitcoin, potem zrastejo high capi, torej kriptovalute, kot so Ethereum in podobni. Potem so mid capi, mogoče Kas, pa low capi, kovanci, ki so še manjši od milijarde dolarjev ali pa par 100 milijonov. Potem imamo pa še tako imenovane shitcoine, to so pa tisti najbolj špekulativni kovanci. Nekako je to zaporedje, torej Bitcoin, high cap, mid cap, low cap, pa pol tisti najmanjši, ki naredijo največje donose, ne. To je tudi eden izmed tistih indikatorjev, potem za njimi pa nekako sledi popravek, torej denar se ponovno vrne v dolarje, ne, v stablecoine in potem se ta proces ponovno zgodi. Torej v zadnjem mesecu oziroma 14 dneh smo bili priča visoke, močne rasti Bitcoina. V zadnjih parih dneh so močno rasli tudi na primer Ripple, Cardano, ne, to so že, to so v bistvu high capi. Smo bili tudi že priča rasti enih manjših kovancov, je pa tudi že, tudi par teh tako imenovanih shitcoinov naredili. Kovanci torej brez vrednosti, ne, je sama špekulacija, hitri zaslužki pa nažalost velike izgube tistih, ki so novi. Tako da mogoče tistih, če ste dolgoročni investitor, je smiselno, da jih spregledate. Torej, smo nekje, če pogledamo, kaj se je na trgu zgodilo, smo v neki fazi, ki bi bila logična povrnitev v stablecoine oziroma v evre, dolarje, kar bi lahko pomenilo padec. Še enkrat ponavljam, ta pattern, ki se je naredil v zadnjem tednu, 14 dneh, ni to nobena garancija, da je potrjen. Če bo Bitcoin presegel v danes, jutri, v tem tednu vrednost $99,700, je načeloma ta pattern razveljavljen, kar pomeni, da še ne bo nekega padca cene Bitcoina. Ker pa smo naredili tak odmik od dnevnih povprečij, se pa verjetno, ker je bila ta rast precej hitra, se bomo verjetno nekje v eni točki vrnili nazaj na neko normo, ne vem, $80,000-90,000 tisoč. Kako to kot resen investitor ali pa če ste že investirani, veste, da so to priložnosti, da lahko na nižjih cenah dokupite. Torej, vsi, ki smo resni dolgoročni investitorji, se veselimo teh padcev, popravkov, ko pridejo, pač enkrat pride in ko pridejo, takrat ponovno dodamo. Če pa ste nek trgovalec, imate verjetno veliko stresa, ne veste, v kateri točki prodati, tako da bi vam tudi polagal roko na srce, da kriptovalute so že same po sebi dosti volatilne, se jih lahko z resnim investiranjem izkoriste, ne rabite trgovati in si s tem povzročati stresa. Če boste trgovali, se lahko, velikokrat uštejete, ker mimo vas gre 30,000 kovancov, sploh če gledate samo Bitcoin. Torej, če se ponovno fokusiramo na Fibonaccijevo zaporedje, od swing lowa pa do te najvišje točke 99,700, cene, ki smo imeli prejšnji teden, bi tukaj zdaj, če se bo ta pattern izpeljal od trenutne cene, lahko bil 15% popravek, padec, morda pa celo 20, kjer je golden pocket. Zdaj, glede trgovanja, lahko prodate prehitro, verjetno ne boste, težko je zdržati, da ne kupite pred to točko.
kot sem pa že omenil, tukaj obstaja še 30.000 ostalih kriptovalut, ki imajo, bom rekel, sledijo Bitcoinu, ampak imajo svoje grafe, ne. Tako da zdaj špekulirati, da če bo Bitcoin padel do tam, da bo altcoini tudi ne. Zdaj prihajamo v zadnjo leto, kjer smo ugotovili, da gre večinski delež nazaj v altcoine in bi bilo dobro, da se v bistvu potencial izkoristi tudi tam. Torej še enkrat, če ste novi na tem področju, torej še niste investirali v kriptovalute, če se bo cikl oziroma pa te cikli tudi z Bitcoinom ponovili, nas do konca tega cikla loči še nekje 1 leto. Marsikaj se da tukaj še izkoristiti, kot smo omenili v zadnjem letu, če bo se zadeve oziroma tehnična analiza po predvidevanjih izpeljala, bo zadnje leto najboljše za altcoine, za alternativne kovance, ki jih 30.000, inkrementum jih ima kar 18. Tako da, če bo prišlo do tega popravka, pa še niste investirani, je mogoče zdaj dober čas, da se prijavite na posvet, pa skupaj naredimo en dober plan, eno dobro naložbo. Medtem ko tisti, ki ste že na tem trgu, je mogoče zelo dober čas, ko seveda in če pride do popravka, da to izkoristite z dodatnim vplačilom. To bo za danes vse. Hvala, da ste se mi pridružili. Še enkrat, vse, kar smo danes povedali, to niso tehnični, to ni investicijski nasvet, to je zgolj opazovanje grafov, kaj lahko prepoznamo, razberemo iz tehnične analize. Hvala, nasvidenje.